Kakšne misli se vam porajajo ob besedi prostovoljstvo? Marsikdo najbrž ob njej pomisli na stavek delati zastonj ali nič zaslužiti. Za mnoge je to izraz širše družbene odgovornosti do okolja in družbe, v katerih živijo. Te se zavedajo tudi v dolenjskem farmacevtu, kjer so teden med 16. in 21. aprilom poimenovali Krkin teden humanosti in prostovoljstva z osrednjim geslom Tudi dobrodelnost je del nas, ki so ga letos pripravili prvič. Tole prostovoljstvo in pa humanost, to je, bom rekel, vsakodnevno delo krkašev. Potem pa je v začetku tega leta ena od sodelavk prišla na idejo, da bi to nekako tudi skrčili v dejavnost zelo aktivno enega tedna in to bo postalo tradicionalno. In prvotno zamisel so tako uresničili. Pestra paleta dobrodelnih dejavnosti je privabila številne Krkine sodelavce na vseh lokacijah po Sloveniji. Krkaši, njihov prepoznavni znak je bil zelena majica, so tako darovali kri, zbirali potrebščine, udeležili so se prostovoljnega dela na Rdečem križu in Karitas, pomagali starejšim, povezali so se z društvi in zavodi, preživljali trenutke z otroki s posebnimi potrebami, zbirali hrano za pse in mačke, pozabili pa niso niti na okolje. Da je prostovoljstvo globoko zakoreninjeno v poslovnem razmišljanju dolenjskega farmacevta, je pokazal že prvi dan, ko se je več kot 130 sodelavcev po vsej Sloveniji udeležilo krvodajalske akcije in skupno darovalo 54 litrov krvi. Nekateri med njimi so že sicer redni krvodajalci. Danes sem kri daroval 107. Odločil sem se pa zaradi tega, saj za danes, ker je to Krkina akcija. Glejte, eni imajo določene pomisleke, tu moraš odmisliti, v glavi moraš imeti samo to, da mogoče pa ravno ta trenutek nekdo potrebuje tvojo kri ali pa tvoje substance krvi. Ja, zdaj sem dal že 63. Moram reči, da je to kar sestavni del mojega življenja, tako kot življenje številnih krkašev. Zdi se mi, da je to v zavesti ne samo krkašev, tudi sicer krvodajalcev, neka stalnica in se mi zdi, da se kar eno tako posebno vzdušje med krvodajalci vzpostavi. Zato je tudi ta, bi rekel, množica sodelavcev, ki so krvodajalci, tako velika in se še povečuje. Danes je bilo to prvič. Do zdaj poskušala sem enkrat v srednji šoli, pa sem bila slabokrvna, tako da enostavno potem človek odneha. Zdaj pa, ko je bila glih ta prilika akcija v naši tovarni, sem se odločila, da sem spet poskusila. Zelo sem ponosna na se, da sem del teh izrednih ljudi, ki darujejo svojo kri za življenje drugih. Smo dvakrat veseli, prvič, ko ti povedo, da lahko oddaš kri, ker pomeni, da si zdrav, in drugič, ker pomagaš ljudem. Ne? Tudi v novomeškem centru za transfuzijsko dejavnost pozdravljajo take odločitve podjetij. Mi smo zelo veseli, da je v našem okolju, da deluje družba, kot je Tovarna zdravil Krka, ki je kljub svoji veličini in svojemu uspehu uspela prepoznati osnovno potrebo po pomoči sočloveku in humanitarnosti. No, vsekakor je to izredno humana akcija in dobrobit vseh nas, Dolenjcev in Slovencev. Namreč kri morajo dnevno vzeti oziroma oddati 400 do 500 krvodajalcev, da pokrijemo potrebe po krvi v Sloveniji. Da je v današnjem času imeti delo vrednota, ki omogoča dostojno življenje, se Krkini sodelavci dobro zavedajo. Zato so se nekateri odločili za pomoč pri pakiranju živilskih paketov na Karitas in Rdečem križu. To pomeni, da sami pripravijo vsebino, ki smo jo prej naročili, pripeljali, sami spakirajo paket in na tak način tudi vidijo, kaj je vsebina paketa. To je v bistvu tipski paket škofijske Karitas in se s to vsebino tudi nekako približajo našim uporabnikom. Po začetnih navodilih, kaj sodi v paket in kako zložiti živila, so se polni elana lotili dela. In v 100 minutah je približno 20 prostovoljcev uspelo pripraviti 410 paketov, kar predstavlja 5500 kg živil. Tukaj smo se zbrali zato, da pakiramo hrano za tiste, ki je nimajo dovolj, in pomagamo Karitasu pri pripravi paketov. Pakiramo različne vrste hrane, od makaronov, riža, omake,
čaja, paštet, pač tisto, kar družina potrebuje za mesec, seveda gre pa za minimalne potrebe. Ja, na ta način, da bi pomagal v Caritasu ali pa v kakšni drugi tej organizaciji res prvič, moram reči, z vsakim paketom, z vsako stvarjo, ki jo daš v vrečko, nekako začutiš eno pomoč, ob eni strani pa tudi težave, ki jih imajo nekateri ljudje in srečo, ki jo imamo mi, da nekako lahko pomagamo. Bom rekel, da smo lahko zahvalni, da delamo v takem podjetju, ki nam omogoča pomagati drugim. Krkašov nas je zelo veliko, saj to veste, in v bistvu mislim, da lahko vsak je tudi v bistvu dobi priložnost, da nekaj prispeva. In mislim, da smo se sploh v naši službi zelo z veseljem vsi odzvali na tole akcijo, tako da zelo podpiram to idejo, tako da in upam, da bo postala tradicionalna, ker se ob tem, vsaj mislim, vsi res zelo dobro počutimo, da smo nekaj prispevali. Prav je, da podjetje, ki mu gre dobro, pomaga tudi tistim, ki jim ne gre, ker vsi smo ljudje, vsi imamo enake potrebe in prav je, da si pomagamo v stiski. Danes mi pomagamo drugim, drugič bodo mogoče drugi nam, prav je, da delimo to, kar imamo. Naš moto nekako je živeti zdravo in sigurno je zdravo, ne samo fizično zdravo, ampak tudi duhovno pomagati ljudem. Tako da v vseh pogledih ta akcija nekako zelo sovpada z miselnostjo, ki je v našem podjetju, tako da jo spodbujam in si želim, da bo tudi vsako leto tako. Stiska je pri mnogih ljudeh res huda, zato je posluh za solidarnost v teh trenutkih še toliko bolj pomemben. Mi smo veseli takih pobud in upamo, da v prihodnosti bo še kakšna. Do zdaj je že to druga taka firma, ki se je pridružila taki akciji Škofijske Caritas in kar tako naprej. Tudi v območnem združenju Rdečega križa Novo mesto opažajo vse večjo stisko ljudi, zato jih je dobrodelna gesta Krkašev zelo razveselila. Stiska se je povečevala ne samo v drugi polovici lanskega leta, ampak se vse bolj poglablja tudi letos, tako da se potrebe večajo. Ne samo po finančnih pomočeh, ampak tudi po prehrambenih paketih. In opažamo, da nekako takole nekje do 20% je povečji porast oziroma tudi prošnje, ki jih prejemamo, ne samo finančne, ampak tudi psihosocialne pomoči, ki jim dajemo, so izjemno potrebne. In prepričani smo, da z našo dejavnostjo lahko omilimo, vendar s akcijami, kot je na primer današnja, pa pravzaprav še lažje in še hitreje nekako priskočimo ljudem na pomoč, ki so te pomoči potrebni. Več Krkinih prostovoljk se je pridno lotilo sortiranja oblačil in pakiranja prehrambenih paketov. Zlagam oblačila, v bistvu pregledamo, ali so čista oblačila, ali so raztrgana, ali so, če so v bistvu uporabna. Toliko, da jih ljudje lahko z veseljem nosijo. Naučila sem se pa tega, da v bistvu nisem si predstavljala, da ima Rdeči križ toliko obsežno količino prostovoljstva. Kaj vse počnejo oni, da pomagajo ljudem? Vemo, kako hudi časi so in prihajajo. In se mi zdi zelo pomembno, da se čim več ljudi, ki to zmoremo, vključi v take in tovrstne akcije, da bi bilo še več in da bi, jaz mislim, da vsak to zmore, da finančno se tudi da pomagati, ampak če pa ne gre, se pa lahko s tovrstnimi akcijami zelo pomaga. Ja, naučila sem se, kako to gre in da je potrebno veliko ur in tudi tak tempo, da je kar, bi rekla, pospešen. Mislim, da bi vsak lahko vzel nekaj časa in se za to odločil. Jih pa vabimo, da naprej sodelujejo tudi z nami in smo zainteresirani, da se priključijo kot prostovoljci za celoletno delo. S tem, ko so prostovoljci podarili del sebe v dobrodelni mozaik Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva, bodo gotovo marsikomu osvetlili mračni vsakdan. Zelo smo hvaležni za to izkazano družbeno odgovornost Krke delniške družbe. Z nami že deluje vrsto let in je tudi generalni sponzor našega sklada za pomoč ljudem v stiski.
In ta teden njihove solidarnosti in humanitarnosti je pravzaprav ena gesta, en vzor vsem ostalim organizacijam, da jim ni vseeno, kako ljudje živijo v tem okolju. Naše podjetje zelo velikokrat sodeluje pri vsakih raznih akcijah, tako da sem zelo vesela in tudi odziv iz našega podjetja je bil kar velik, tako da upam, da jih bo še več in z veseljem se bomo spet udeležili. Mislim, da je to zelo lepa zadeva, zelo lepo so to speljali naša Krka. Upam, da bodo še večkrat to ponovili, oziroma mogoče, da bi se to, ne vem, podaljšalo v, ne vem, vsakodnevno pomoč. Da je jesen življenja lahko tudi prijetna, so se Krkini prostovoljci na lastni koži prepričali med druženjem s starejšimi, saj so med drugim obiskali stanovalce domov starejših občanov tudi v Novem mestu. Pomagali so jim pri vsakodnevnih dejavnostih, za njih pa so pripravili tudi delavnice. S posebnimi tehnikami pomnjenja so razgibali njihove male sive celice, razgibali pa so tudi telo. S tem so v domu nesli dodatno svežino in dodobra popestrili vsak dan stanovalcev. Moja profesija je fizioterapija, to pomeni, da sem v skupini pokazala vaje, delali smo skupaj. Absolutno pa je pomembno, da se bodri, da se jih pohvali. Oni z veseljem sodelujejo pri tem in to je za njih veliko pomembno. Pa še nekaj, veliko pomeni tudi beseda, da smo namenili del našega časa njim, kajti veliko hitimo v našem življenju, mi smo pa nekako bi rekla ustavili čas. In s tem smo tudi tukaj, so prišli tudi tukaj fizioterapevtke in smo telovadili z rokami, z nogami, glavo, levo, desno. Veseli smo, da smo tako obravnavani in da se tako trudijo z nami. Stanovalci so prostovoljce takoj sprejeli medse. In že prvi stik z njimi je bil zelo zanimiv, ker v bistvu sploh niso mene prepoznali kot nekoga tujega, ampak so me sprejeli za svojo, jaz pa istočasno tudi njih. Tako smo takoj navezali stike, še preden smo začeli z delom in se zelo lepo pogovarjali. So prostovoljci stanovalci reševali uganke, iskali številke in jim pomagali pri vajah za oči. Delo s temi osebami je posebno in daje nekaj, kar ne moreš dobiti nekje drugje. Skratka, zame osebno je bila to ena zelo dobra izkušnja. Feedback je pozitiven, sigurno. Vsi se trudimo. Tako ekipa, spoznali smo se tukaj, prostovoljci, vendar smo kar eno, kajti dobro delo pomeni tudi dobro plačilo v vsakem primeru in to tudi čutijo oskrbovanci. Tudi za stanovalce je bila to nova, a nadvse prijetna izkušnja. Zelo lepo se nam zdi, tudi na skupino prihajate dva redno in smo veseli, da jih imamo. Nam od zunaj povejo, kaj pa tako. Prostovoljstvo ima v domu že dolgo tradicijo in vedno so dobrodošle novosti, tudi takšne, ki spodbujajo nove oblike sodelovanja. Saj, ko prihajajo novi ljudje v hišo, prinesejo novo energijo, neko prepletanje medgeneracijsko se na tak način poraja. Poleg nas, ko smo klasični standardni prostovoljci tukaj, naši člani skupine zelo radi vidijo nove obraze in vsebine se spreminjajo, to je pa njim zelo interesantno. Poleg tega bi pa rada poudarila, da je prepletanje teh izkušenj, njihovih izkušenj iz njihove mladosti, srednje generacije, mladih, malo manj mladih, to prihaja do enega takšnega povezovanja, sodelovanja in prenašanja tradicije iz roda v rod. V domu ta dan ni manjkalo glasbe in petja, za kar je poskrbel Krkin pevski zbor. Novomeški farmacevt je že sicer zvest spremljevalec novomeškega doma.
Krka je naš pokrovitelj že od samega začetka, pomaga nam na različne načine. V materialnem smislu smo zelo veseli, da lahko s pomočjo donacij, ki jih dobimo, obnovimo marsikakšno zadevo, da lahko nabavimo kakšno stvar, ki jo drugače ne bi mogli. Dejansko nam prisluhnejo tudi kadarkoli želimo kakšno pomoč v okviru tudi naših praznovanj. In pokroviteljski odbor v bistvu bdi nad našim delom skozi celo leto in sodeluje z nami in tudi oni se aktivno vključujejo tudi v prostovoljstvo, so tudi sami, večkrat pridejo tudi na skupine in tudi pripeljejo razne goste. V neposredni bližini novomeškega doma starejših občanov se nahajajo prostori varstveno-delovnega centra. To je kraj iskrivih doživetij, pristnih odnosov in iskrenega veselja. Še toliko bolj, ko so jih obiskali Krkini prostovoljci in so vsi skupaj poprijeli za glasbila ter zapeli znano Slakovo pesem V dolini tihi. Nedvomno je to ena priložnost, da tudi širša skupnost spozna skrb za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, da tudi ljudje, ki delajo na povsem drugem področju, imajo priložnost in možnost videti, kako je poskrbljeno za te osebe, ne nazadnje pa tudi to, kaj vse te osebe dejansko zmorejo. In zmorejo veliko, v kar so se lahko prepričali prostovoljci sami, ki so se z njimi odpravili na sprehod ali pa ustvarili v kuharski delavnici. Jaz sem imel v življenju eno tako zelo težko preizkušnjo. Potem sem se pa z eno žensko pogovarjal, ki ima drugačnega otroka. In potem smo se pogovarjala in sem jim povedal, da imam hčerko, da imam zdravo hčerko, da imam izredno inteligentno hčerko, hvala Bogu. In potem sem videl, da so tudi ljudje, tudi drugačni ljudje na svetu in v zahvalo, če tako lahko rečem Bogu, sem se odločil, da pomagam še tukaj tem otrokom, ki so malo drugačni. Zahvalo zato, ker imam zdravo hčerko, pa tako pridno hčerko. Ustvarjeni smo z rokami in s temi rokami želimo objeti tudi malo drugačne ljudi. Te, ki so nastanjeni tukaj v tem centru, želimo jim dokazati, da so tudi oni ljubljeni, čeprav so drugačni in danes jim želimo popestriti malo njihov dan. Skrb krkašev je usmerjena tudi v druga društva in zavode. Da bi jim pobližje predstavili svoje poslanstvo, so v svojo sredino vločno povabili člane društva Sožitje in Sonček iz različnih lokalnih enot ter varovance varstveno-delovnih centrov. Poleg ogleda proizvodnega obrata Notol so zanje pripravili zabavni in športni program, ki so ga poimenovali Piko Olimpijada, saj je leto 2012 olimpijsko leto. V športnem delu smo pripravili to pomeni kot začetek himno, potem smo razprli zastavo, odprli z olimpijskim ognjem igre. Zabavali smo se na ta način, da smo tudi par aktivnosti izpeljali z stožcem, z obroči, na tak način, da so se razgibali in da so pokazali ta timski del sodelovanja med sabo, tako da vsi so bili pa zmagovalci seveda. Prav vsem so podelili tudi medaljo. Danes smo preživeli tukaj en zelo lep dan, nepozabno res. Tega ne bom nikoli pozabila, mi bo vedno ostalo v lepem spominu. Tukaj so zelo prijazno osebje, zelo lepo je. Tle v Krki smo se ogledali kako poteka pakiranje pa te roboti, ki so noter. To je zelo zanimivo posebej za te naše otroke, te naše varovance iz Trebnjega ali pa Novega mesta. Te igre so zelo tako pozitivne, ki ti da pogum, veselje, predvsem pa družine. Super je bilo, smo videli, kako delajo zavila. Škoda, ker nismo odšli, pa nismo se hotel posneti, pa škoda, ker nisem posnel, drugače je bilo pa super. Je bilo zanimivo in super je bilo, ko smo tekmovali.
in sem videl, kako delajo gasilci tle in vse. Je bilo zelo zanimivo. Dobro voljo je med obiskovalce vse skozi trosil čarodej Jani s svojimi domislicami. In na koncu te bele verige je črna veriga. In na koncu te črne verige je bela veriga. A ne, ko si še tam? Ja, prav. In potem na koncu te bele verige je črna veriga in na koncu te črne verige. A veš, kaj sem pričarala? Ti pokaževa. Skoraj čisto pravega čarovniškega zajca. Še posebej pa je bilo veselo, ko so zaplesali ob zvokih vsem dobro poznane Na Golici. Krkaši so medse sprejeli tudi učence in učitelje osnovnih šol s prilagojenim programom. Ti so bili še posebej veseli športnih iger ali pa ko so jim razkazali gasilsko vozilo in jim na glavo posadili čelado. Otroci so se iz Krke vračali s prijetnimi občutki. V Krki smo si ogledali proizvodnjo tablet, kako pakirajo, kako je zlagajo, pa kam gre pal, da je Krka peta največja tovarna tukaj v Sloveniji in tudi po svetu seljem. Bilo je dobro, pa tudi na olimpijado smo šli. Bilo je čudovito, uživala sem tako kot jaz, kot vsi naši učenci. Posebej mi je bilo všeč, ker je bil program primeren tako za manjše otroke, večje otroke, za take, ki imajo radi več informacij, za tiste, ki jih želijo manj. V bistvu je bilo od teh športnih aktivnosti do ogledov proizvodnje, do prehrane, vse je bilo primerno za naše otroke, še dan nam je bil naklonjen, sončen, tako da hvala Krki, da res smo uživali. Ja, otroci so najbolj iskreno bitja in zato je ta njihova neskončnost tukaj danes, ker jo imajo ta toplina, ki nam dajo še toliko večjo in za nas krkaše je to en največjih od plusov. Poleg skrbi za sočloveka so Krkini sodelavci veliko pripravljenosti izkazali tudi za pse in mačke, saj so za njih zbirali hrano. Vodja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana jim je med drugim predstavil možnosti posvojitve živali. Najbolje se zapeljati do zavetišča, bodisi do najbližjega ali pa tudi k nam v zavetišče Ljubljana, si ogledati psa oziroma mačko, odvisno kaj želite posvojiti in vkolikor najdete nekaj zase, potem na podlagi vprašalnika ugotovimo, če izpolnjujete pogoje za to oziroma če je ta žival primerna res za vas in če se ujema, ste že ponosen lastnik nove domače živali oziroma novega člana družine in zdi se mi ta poteza Krke oziroma ta korak Krke kot eden sodobnih odrazov družbe. Namreč veličina naroda oziroma veličina družbe se kaže tudi v odnosu do živali. Obiskali so jih tudi člani Društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. Društvo Tačke pomagačke je slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov in naš namen je pomagati vsem osebam, starostnikom, otrokom, mladostnikom, ki se srečujejo s kakršnokoli ovirami, s posebnimi potrebami, nekako peljati v njihovo življenje pse in jim nekako tako polepšati z njihovo pomočjo vsakdanjik, ki ga preživljajo in tako prebroditi tiste njihove ovire. Zelo smo bili pozitivno presenečeni, ko nas je Krka povabila v sodelovanje, torej v predstavitev našega društva v njihovih dnevih, tako da smo se z veseljem na to odzvali. Ne le ljudje in živali, v ospredju Krkine pozornosti je tudi okolje. Po vzoru prejšnjih let so se tako lotili čiščenja in urejanja okolice Term Krka in drugih Krkinih lokacij. Zmotil jih ni niti pomladanski dež. Mi smo v objektiv naše kamere ujeli prostovoljce v Šmarjeških Toplicah in na Otočcu, kjer so lepšali okolico tamkajšnjih hotelov, parkirišč, cest in gradu. Manjkali niso niti najmlajši družinski člani Krkinih sodelavcev. No, danes smo čistili tukaj okolico Term Šmarjeških Toplic, to se pravi trim steze, pa po gozdu, kjer se sprehajajo naši gostje
iz vseh koncev naše domovine. Lepe, zato želimo, da šmarješke ostanejo lepe. Našli smo vse sorte, od kakšnih pivskih flaš, steklenic, plastenk, veliko tehle ogorkov od cigaret. Našli smo celo eno zapuščeno feltno. V Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva so se tudi med sodelavci krepili medsebojni odnosi. Da nismo samo v sodelovanju, kaj treba delati z delom, da tudi kot prijatelji, da delamo. To je zelo lepo, da smo se enkrat tako nasploh vsi dobili, naredili nekaj za čisto okolico. Naš v bistvu glavni namen je, in mi rečemo ponavadi tako, da prvo očistimo pred svojim pragom, potem pa tudi vključimo se še v druge akcije, take slovenske. Namen te akcije pa ni samo čiščenje, je tudi druženje nas krkašev, namen je tudi osveščanje ljudi, okoljsko osveščanje in pa seveda s ciljem, da v bistvu pustimo našim zanamcem čisto Slovenijo. Nepogrešljivi gostje dolenjske lepotice Krke so tudi labodi. Dva izmed njih sta se vsem prostovoljcem na simbolni ravni zahvalila s prepletom svojih vratov v obliki srca. Krkaši z veseljem ugotavljajo, da je Krkin teden humanosti in prostovoljstva ali pa družbeno odgovorna akcija prijetna izkušnja, ki bi jo radi ponovili. Mislimo, da je odziv zelo lep. Ljudje, ki so nas obiskali, to je odrasli s posebnimi potrebami, otroci iz šol s prilagojenimi programi, starejši občani, vsi so bili zelo veseli, da smo prišli. Takoj so se nam tudi zahvalili in se seveda si želijo takšnih akcij še v bodoče, da jih bi bilo čim več. Verjamemo, da smo jim polepšali dan, kar je bil pa tudi namen in cilj te akcije. Mislim, da je to zelo, zelo pozitivno. Lahko bi se še kakšne druge tovarne odločile za tak korak. Pomagajmo tam, kjer lahko, in se v bistvu s tem ne hvalimo, ampak spodbudimo druge, da tudi tako razmišljajo. Ja, jaz sem zelo vesela, da sem del kolektiva Krke in ta teden dobrodelnosti se mi zdi, da daje našemu podjetju še posebej en poudarek v tem smislu, da bi bilo to vredno posnemanja. Ta akcija ne samo, da je bila dobrodelna, da smo dali krkaši delček sebe, te svoji družbi, svojemu družbenemu okolju, bila je zelo poučna tudi za nas same, ker smo se naučili, da vsi ljudje nimajo te sreče, da delajo v dobrem, varnem podjetju, da imajo varno zaposlitev, da so res potrebni pomoči, da nimajo vsi te sreče, da imajo zdrave otroke in da v končni fazi nas tudi čaka starost, ki je v naši družbi še zelo stigmatizirana, zelo malo vemo o tem in prav je, da to vemo, da ljudem pomagamo, da jih sprejmemo medse in da se imamo radi. Zagotovo bodo v Krki tudi v prihodnje pripravili podoben dogodek. Priložnosti za pomoč in dobra dela namreč čakajo na vsakem koraku. V Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva 2012 je več kot 200 krkašev ali sodelavcev v Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru darovalo skoraj 90 litrov krvi. Zbrali so skoraj 2,5 tone oblačil, igrač, obutve in drugih potrebščin. Na osrednji lokaciji v Ločni so gostili skoraj 800 članov društev Sožitje in Sonček, varovancev varstveno-delovnih centrov iz različnih enot ter učencev iz različnih šol s prilagojenim programom. Zbrali so tudi skoraj 800 kg hrane za pse in mačke. V našem statutu, že v začetku statuta je napisano tam marsikaj v zvezi z družbeno odgovornostjo. In Krka je družbeno odgovorno podjetje, in seveda skušamo dajati zgled tudi ostalim, ampak predvsem je to sporočilo našim zaposlenim in pa seveda nekako pozornost do vseh ljudi, ki nimajo take sreče v življenju, kot pa imamo tisti, ki, tudi delamo v končni fazi v Krki. Aktivnosti so potekale na vseh lokacijah, kjer ima Krka svoje obrate oziroma enote. To se pravi v Novem mestu, Šentjerneju, v Bršljinu, potem v Ljubljani, v Ljutomeru.
Obisk naših prostovoljcev po domovih starejših občanov pa je potekal po vsej Sloveniji. Bilo je vključenih okrog 600 prostovoljcev, glede na to, da nas je 4000, recimo od 9600 približno zaposlenih v Sloveniji, je to kar lepa številka, več kot 10%. Ne? Zagotovo pa ne moremo v odstotkih izmeriti zadovoljstva, ki so ga Krkini sodelavci zasejali med vse, ki so jih v Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva osrečili. Dobrodelnost še kako živi. Tudi dobrodelnost!